To sem govoril jaz 2. januarja v tistem intervjuju. Ne. In danes imam jaz dokaz, da so uničili Sirte, so uničili centralo v Libiji, na sredi Libije med bi rekel, dvema glavna mestama, ki to je, na eni strani je Bengazi, na uni strani je Tripoli, to se pravi. Oni so se usidrili ravno na sredo, tako da nekako. In zdaj bombardirali so oni dan in so uničili, se razume, ti ljudje so mogli se razbežati, ampak so postali to po televiziji Ameriki sporočilo. Smo se razbežali, pravi, v redu, ampak vsak izmed tistih, ki so se razbežali, bo prišel zdaj v vaše dežele. In se že so dokazali že uni teden, da so enega fentali kar tako na cesti. Oni danes plačujejo, v našem imenu plačujejo milijarde za to, da brani, veliko, ta nesrečni Turk, da ne pridejo v Evropo iz Afrike, in to sem tudi tam rekel, pridejo v Evropo, ko pa je Evropa bila vsa kolonialistična in imela Afriko v svojih rokah in delala, kar je hotela. Zdaj ti in mi vsi skupaj plačujemo, da ti ljudje ne bodo prišli v Evropo, zato da mi smo proti temu, da nekako skrbimo zame, da skupaj živimo. Jaz sem rekel, je treba narediti neko evropsko srečanje, kako za rešitev zemlje in skušati prepričati človeštvo, bi morali zraven biti filozofi, pesniki, ne samo gospodari Amerike, gospodari Rusije, gospodari Kitajske, ampak vsi skupaj namesto idejo, ki je to ljudstvo, ki se imenuje človeško, in se svojo inteligenco naredila, da imamo telefonske, to so čudeži, telefonske v žepu, s katerim lahko govorimo nadaljavo, da se preštudira način, da se pusti kot glavno tezo človeštva dominacijo. Ker to je tisto glavno, ne? To se pravi, to smo mi podedovali od živali, to dominacijo. Samo žival dominira zato, ker je lačna in hoče volk živeti, mora raztrgati enega druga, ne? Medtem, ko mi človeka uničujemo in uničujemo, odkar poznamo zgodovino človeštva, samo to, kako se bojujemo, kako imamo Aleksandra Velika, kako imamo Napoleona Velikega druga, zdaj imamo Hitlera v negativnem, Mussolinija, ne tako naprej. Samo ti ljudje, ki znajo uničevati, ali tako uničevati. Oni bodo zmeri rekli, ja, zato da so kulturo širili. En drek, veliko me uvače na špici, so širili kulturo. So imeli interes, da so črpali, kar so imeli črpati. Ti si se mogo naučiti francoščino ali angleščino, ali ne vem kaj, zato, ker so okupirali, pa to, da si ti se naučil, da je to in plus, da znaš francosko dobro govoriti. To je minus v ekonomskem smislu, v socialnem smislu, tako naprej. Ja, ni minus, zato, ker če on zna francosko, lahko potem ima tako službo v Franciji. Ja, dobro. Zato, ker ti imaš interes, da ga pošleš v službo, da imaš enega človeka, kakor zdaj. Merklova je rekla, hoče 800 000, ma ona je bo, da prvo je bo učila, je rekla, ne govoriti nemško. Potem našo konstitucijo, naše pravile in tako naprej. In potem bodo delali pač za industrijo, nemško in za socializem, socialno življenje nemško in tako naprej. Ona ima interes. Ne dela iz ljubezni, deloma ker ti so tudi krščanski socialisti. Nemčija ima dve stranki poglavitni, ki so krščansko-socialne. Koliko so krščansko-socialne, to je tudi drugo vprašanje. V bistvu so. Edini, ki dvigajo minimalno plačo. So vsi kot bednjavci. Oprostite, je gorko. Ja, potek enako so. Bartova sem jaz spoznal, prej sem ga bral, in za časa recimo fašizma, na skrivaj se razume. Potem je pa on prišel kot trzačen
pravi Tržačan svetega Ivana, ne, bi rekel, kot mama že takrat nekako pisala. In v tem smislu je potem pripomogel, da smo mi začeli graditi znova vso našo kulturo, tržaško-kulturni obstoj, ki smo ga imeli za časa avstrijske vlade. Ne. Mi smo imeli glavno gledališče, ne, oziroma kulturni dom je tudi gledališče. To se pravi, smo imeli dela, ki so bila evropska, ki so naši igralci in tako naprej. Šejkarje smo imeli že tako in tako, ne, mladega Črnigoja, mladega Špacala in tako naprej, ki so bili konstruktivisti, ne. Prvi konstruktivisti v Evropi so bili naši, ne. In Kosovelj, Srečko Kosovelj je šel po njihovi poti, ne, v integralih in tako naprej, ne. To se pravi, kultura tržaška je bila drugačna od ljubljanske. Černigoj je bil pa zelo radoživ človek, ne? Černigoj. Černi je bil človek, ki je zmeraj hotel poskusiti nekaj, ne. On je bil slikar in pol, če se dosti se vidi njegove risbe, ne. Eksperimentator je bil. Je kakor Picasso, tudi Picasso delal vse mogoče, ima prve stvari, ko je on nekaj nudil, neko zelo žensko, tako naprej, risal, to je perfektno, ne. Mi imamo kaj pri Černigoju, Pazarov tega ne morete reči, ne. Pazarov je bil, se je že rodil, lirik nekje, nekaj taka, tisti je bil dober Pazar, nekaj, potem se je vrgel, da je tudi on cel plosko narisal rumeno in dal tudi on eno črto pod čez, ali dve črti pod čez. Je to, kar je v Štanjeru, tam tisto ena sobana, ki je škoda prostora, ne, pri Černigoju. Ampak Černigoj je pa bil, on je imel rad študente. On je imel tudi rad ženske, on je bil v Lipici, je živel in mi je ena pripovedovala, da je pil kavo tam v kavarnici in da je prišla rasna Nemka z joški in z ritjo in jo je on po riti užgal, kaj šla mim, in potem je ona okoli ušes udarila in je on iz stola dol padel in potem se mu je opravičevala, ga pobrala. On je bil otroči, on ni bil ženska različna v smislu nekega zauzemanja žensk. On je bil otroči, on je govoril, kada gremo lulat, o tičku in tako naprej, pri pogovoru, ni govoril o spolovilu in tako naprej. On je čist bil. Čisto v otročjem smislu in poskušanju vsega, ne. Ampak kot umetnik, ne, jaz sodim po risanju vsakega človeka, ne, kako on riše telo, pa ne bo to Michelangelo, ne bo Černigoj, ne. Tam se vidi, to je bil Pilon, recimo, ne. Pilon je bil prvi, ki je šel iz naše tradicionalne umetnosti, ne, bi rekel, lepe umetnosti, ne, pa Pilon je pa šel v umetnost in tukaj je sledil Nemcem, da je dal, recimo, duševni del, oziroma, če hočemo, moralni del, kako hočete imenovati. Ekspresionizem ustvari. Ekspresionizem. Nimamo drugega ekspresionista, ki se ga lahko primerja možnega. Mogoče ta mladi, ne, bi rekel. Ampak Černigoj pa Spacal pa nista bila, ona dva sta bila korit pa srajca, ampak sta se skozi kregala. Pa nista mogla eden brez drugega. Razlika je bila v tem, da Spacal je bil pravzaprav interesiran, da se dela reklamo in da zasluži pri tem. Medtem ko Černigoj je čakal celo svoje življenje, da se mu naredi ena knjiga o njem, nekako slikarju. Oni so naredili vsi trije neveliko nepravilnost kulturno, kar sem jaz Kozovko prikličil tako, da ne napade, da ne obsodi pokornemu brancu, ne. In smo naredili knjižico Kozovku na čas. Edvard Kozovek, pričevalec našega časa, ne. In so jim nabirali denar za to knjižico, ki ni bilo samo Kozovkov intervju, so bile ocene. Regula je ocenjeval listino, jaz sem ocenjeval bi rekel prvo knjigo, ki so potem obsodili, Strah in pogum in tako naprej.
Ampak zraven sem jaz ponudil takrat, ko sem rekel, ja, takrat smo se zmenili, ko si rekel, da boš nekako napisal, potem smo rekli, da bom jaz napisal, da ti mi boš povedal v dialogu. Sem rekel, dajmo narediti en intervju, ne. Ampak tisti intervju sem rekel leta 30, potem sem prišel leta, da on je imel 70 let, ne, leta 74, jaz sem prišel v januarja 75, reč, ti so knjižka, bo vam Ivan Regulo izdala, da si ti ne daš tistega intervjujemo, bo pač knjižka izšla, brez drugega, ne, pa. Takrat je on rekel, ja, jaz hočem biti s tabo in z Regulo, ker dan je bila revija, ki se je imenovala Most, ne, ki je bil skogar Maunar zraven, Tržaš in tako naprej. Tisti so tudi hoteli nekaj izdati njemu na čas za 70-letnico. In on je rekel, ja, ne maram Mosta, ne maram nič, jaz bomo naredili intervju, pridi čez 8 dni, ti bo naredil. Ker jaz sem njemu predlagal, da bi naredil nekaj v svojem kulturnem razvoju. In bi prišla noti Nemčija, bi prišla noti Francijo Esprit, revija in tako naprej, ne. In se rekel, potem proti koncu, ne, bi prišel do osvobodilnega boja in bi noti dal o koncu domobrancov, etc. In on je bil za to, samo je samo odlašal, ne, je odlašal. Potem je celo zvedel v Parizu leta, ki je bil dal 75 januarja, od drugih domobrancih, ne, kaj so se počenjali in tako naprej. Na drugi strani tudi, kaj so počenjali, vsega nismo vedeli, tudi mi, kaj so počenjali komunisti, zato da so bili pravljeni revolucije in to. In to, v tem smislu potem je knjižka izšla in jasno, da prvo so obsodili mene, ker jaz sem v resnici mu svetoval, ne. Se je rekel, kot krščanski človek, ne, vse, kar je potem šlo v osvobodil z mano v red, smo šli, ne glede na kaj počenjajo komunisti, ker jaz sem tudi videl prvo publikacijo domobrancov o komunisti, je prenesla Danica Tomarič meni, ker sem bil tolmač pri Garskem jezeru. Ko sem jaz doma videl, sem rekel, ti, kar se bo tukaj tiskalo, medtem ko greš obiskati moža v zapornika, on se bil obsojen 41 leta. Bodi tako prijetno, vstal se, nekaj tega. In mi je dala takrat, da je bilo leta 42, mi je prinesla knjigo, ko so domobranci s sliko osebe, cela knjiga, koga so pentali komunisti. In ko sem jaz prišel v teh 43 leta, ko so podpisali primirje Italijani, da sem pustil italijansko vojsko, ne, sem moral odločiti, ali gremo ne v partizani na podlagi tega, kar so počenjali. Ja. Ma če je še v kot, bi se rekel, ne, ki je bil kristjan, Ja. pravi kristjan je bil on. Ne katoliški, ampak bi rekel krščanski sicer. Ker nekaj je katolištvo in nekaj je krščanstvo pravo. V tem smislu sem jaz sedel en mesec doma in razgrnil vsa njegova dejanja, da se najdu, kjer on predlaga, dajmo se združiti, ne glede času je prišel, da se treba združitev, ne glede na to, kar je vsak posebej. Takrat komunisti tega niso sprejeli. So čakali, da Sovjetska zveza ima v nevarnosti, so naredili, dali idejo o svobodilni fronti, ki je bila že prej. Ker ste že prej enkrat omenil Narodni dom v Trstu. To je bila najbolj napredna zgradba v Evropi tistega časa. Ja, to je. Imela je svoj agregat, imela je dvigalo, imela je dvorane, imela je hotel, imela je društva, prostore društvene in tako naprej. Fabijanik je to zgradil. Kako je moral Fabijanik gledati na vse to, ki so mu zažgali Narodni dom, potem se je pa vpisal v fašistično stranko? Ja, to tudi jaz težko razumem, ampak gleda, da on je bolel pri tem, da hoče nekako biti priznan, kot nekaj ekstra. In tam mu je fašizem pa je bil za to, da se preko njega nekako nekdo uveljavi, v tem smislu. Ne sprejema ideje fašizma, ampak sprejema, da je to oblast. V tem smislu gotovo ni bil simpatičen.
In on je bil v tem smislu, ne, to je bil Špacal, je bil ravno tašen. Špacal je bil komovčar, ne. On ni prenesel one kritike, recimo, ki so mu poslali nekateri kritiki, da rečejo njegova obrt. Tega ni prenešel, ne. Kakšna obrt se, ne. Pa to je bilo mišljeno v pozitivnem smislu, ne. Se pravi, ne. On sicer je prišel iz delavca, iz navadnega, on je moral za mater je pomagal, ko oče umrl v vojni in je mi kako kradel, karbun smo kradli, jaz napisal novelo o tem, ne. Ko je prihajal vlak oglja v tem, raznega olja, ne, oglja, ne. So se delili vzdolj Zitka, kjer so se vedeli, da se bo vlak bolj počasi peljal in tudi vstal in so imeli take palce, dolgo se kavli, ne, in so to grabili, ta premog dol, ne, in to oglje, kar je že bilo, ne, samo da so matere imeli, da so lahko kurle kaj, ne. On je bil, Špacal je bil tam je začel svojo mladost, ne. In tisto, kar njemu reče njegova obrt kostikar, ne, v smislu bi rekel, ne, posebno pri grafiki in tako naprej, ne. So oni zelo cenili to. Černigoj pa sploh, ne. Ni se sploh, bi rekel, ob tom, kaj on pa, Špacal pa je hotel. Jaz sem Špacala videl v Parizu, ko nisem šel v Pariz. Pa sem ga videl, ko je prišel dol in je kazal tiste hriške, kraške, tiste topničke, pa tiste koleta, ne, ki mi smo imeli radi to. Jaz sem napisal prvi jaz o Špacalu, prvo njegovo majhna je bila knjižica in bi rekel, prikaz Špacala in v tem primerju so partijo italijansko, ki je imela Špacala, Gutuza, etc., je imela v partiji, ne, in ga je sprejemala. Sem rekel, politiki, pri nacionalnosti tudi, sem rekel, slovenska levica, še danes slovenska levica, ne, je bolj internacionalno kot slovenska, ne. Medtem, ko je senator italijanski rekel, bodite italijani, da boste pravi, bi rekel, državljani italijanski, ne. To se pravi, v tem smislu, s svojo kulturo, svojo preteklosti, tudi če hočete z vašim Rimom in vse to, kar hočete imeti kot veliko slavo italijansko, ne, to bo ostalo, če ne boste dajali prednost internacionalizmu, ne. In to delajo, naši delajo še danes. Las. Glede, da vas ne slišim. Da bo lahko on naredi več las, kot jih imate. Ja, jaz sem pa realist. Edino en realist me ne dopade na slovenski, je Gregorčič v Parizu v Kitni. To ne prenesne. Ne, on tudi tisto ne bi sprejel, ne. Pa tu ne bi mogel. On bi moral biti v kolarju, v redu, ne, tako duhovni, v navadni obleki. Kako so oblečeni vi Nemci, ne. Ma Italijani so takrat posebej krila, ne. Nisem najbolj štek. In Kipar, na žalost, je to sprejel, ne, Savinšek, tisto kitlo, ne. Savinšek je delal. Ja, škoda, ne. Škoda, če bi bil Gregorčič v navadni temni obleki, ne, bi bil lep, bi rekel, kot duhovnik in kot pesnik in tako naprej. Že itak je bil kaj lep. Tako pa je skažen, ne. Če bi se dalo tisto krilo dati proč, da bi bil v samih hlačah, jaz bi bil takoj za to, da podpišemo na peticijo. Pravzaprav resnična moja dolga pot, ker... Ne, jaz bi pa to dal, veste kaj bi dal naslov? Apollon v zrelih letih. Tle prej še vaša kapa gor, veste? Ta na to? Ja. Ma ni rečeno, da mora biti kapa. Mora biti. Vi ste edino, takrat ste ta prav, ko vas človek vidi na dolgu, ker ste pa plašč. Ja, sam to je za celo figuro. Ja, sej. Potem morate narediti tako, da se vam lahko nakapa snega in Ampak tisto...
Odlično. Sa vrti klobasa moram To povedati. je tako čudovito. Work in progress. Moj je ta, ker je zelo pomemben. Ta je fina. Tle so naprej klobase noter in zdaj je bom največ klobase v mosti. Ali se imamo dobro sobo? Ma van dela in vi tam gledate, Matija. In pijejo. Ja, to je kakor v Jugoslaviji včasih. Eko, in to spoštovanje telesa, ne, jaz sem našel to, potem, ko sem to napisal, pri eni knjigi, kjer je pogovor Umberta Eka s škofom, škofom, oziroma kardinalom Milanskim, ki je bil zelo nekako vreden, da bi ga naredili za papeža, pa on tega sploh ni malo slišati. To se pravi, da mu izognil. Ja. In v tistem pogovoru o človeštvu in v kaj ne veruje človek, ki ni veren človek, ne. On pravi na koncu, kako da bi prepisal moj stavek, ne. Ma bo da rekel, da sem jaz prepisal njegovega, ne. On pravi, če bi človek začel z normo o spoštovanju telesa, ne, bi reševali se ponavadi vse, kar je slabega na svetu človek sposoben narediti. Ne. Za cerkev, katoliško cerkev, je od samega začetka zmeraj recimo imela žensko za grešnico, da žensko je telo, je meso, naprej. Medtem ko človek ni meso, on v bistvu ne ustvari človeka, morda samo seme, da prije do njega. Da lahko naredijo brez združevanja moža in žene, ne? Človeka. To se pravi, še manj potencijalnega telesa, ne? Ker Dante je rekel, jaz ljubim svoj jezik, zato ker moja mati in moj oče sta se ljubila v tem jeziku. Je kako, če bi rekel, moja mama je poslušala, kako jo reče, kako je rekel, kako je lepa in kako jo ima rad. Jaz sem prišel do Spinoza in sem zelo zadovoljen, da sem ga spoznal in da sem bral razlagalca italijanskega filozofa, ki govori o njemi. On je, tista njegova odločitev, da Deus sive narava, ne, je isto, sem postal pravzaprav panteist. Jaz se sklanjam pred misterijem, pred skrivnostjo tiste sile, ki vrti vse planete in vse, kar je in ki ustvarja drevesa in živali in človeka. V bistvu, kakor pravi tudi, bi rekel, Einstein, ne? Sem globoko religiozen, nisem pa veren. To tebe vero je ustvaril človek iz potrebe, zato da ima nekoga, ki misli, ali pa on nekoga, v katerega veruje, ne? In ga je ustvaril po sebi podobnega, to so naredili ljudje, ne? So naredili Boga po sebi, ne? Oni sicer pravijo, da se ni človeka po podobi Boga, nema. Je ravno narobe res, ne? Jaz sem bil bogoslovec, ker nisem vedel, če jih sem ali ne za to. In sem začel počasi dvomiti ravno v to, da če gre za bitje, ki je vse zna, vse ve in vse lahko naredi, ker je največja moč, potem, kar se tiče dobrote, začnem dvomiti, zato ker če potem on že prej ve, vidi vse, kar bo človek naredil in vse, kar bo naredil proti človeku in proti človeštvu, potem bi zahtevala dobrota, večna dobrota, največja dobrota bi zahtevala, da takega bitja ne naredi. Ne. Ali pa da mu da tisto, ko on pravi, kako pravijo katoličani in drugi, da je človek hotel narediti, da je svoboden človek. Ne? Bertrand Russell, veliki filozof, je rekel, jaz nima nobene težave verjeti, da je to zmeraj obstajalo, kar eksistira.
Herakl, filozof pred Sokratom, je rekel, to je zmeraj obstajalo, ne noben Bog, ne noben človek ni tega naredil. To se pravi, so nekateri filozofi, ki so v tem smislu bi rekli danes materialisti. Ja. V tem smislu je bil tudi Spinoza. Spinoza je rekel, vse, kar imamo v možganih, to je dalo telo. Kaj pa zdaj, ko ste prej omenil papeža? Papež se vam zdi v redu ta? Bergoglio? Meni se mi zdi v redu, samo on plava proti toku, ker ne bo naredil nič konkretno. Zato, ker cirkus se danes spremeni samo na en način. Da neha biti bogata, da neha imeti vse tiste kardinale, vse tiste klobuke, danes, ki je smešno sploh gledati, so varne danes. Tisto je karneval, ne? Ja, Tisto ni. najboljši teater je. In kako se bo to spremenilo, če to traja naprej? Bo zbojna perioda tega papeža. Drugi papež, ko tega ne bo, kakor Janez Evangelist drugi, Janez Pavel drugi, ne? Je uničil to, kar je naredil Janez 23. Ja. Prvi, tisti koncil, on ga je naredil demokratičnega. Je šel vsaj proti demokratičnosti, ne? Ampak so morali, tisti Janez Pavel, tisti, verjetno so mu pomagali, da je šlo na drugi svet, ki je rekel, da bo v redu vse, kar je denarno. Ta je šel proč, tisti, ki je šel proč, ki je zapustil papežstvo, oziroma tisti tudi šel zaradi denarja proč, da ni hotel reševati zadeve. Ne? To se pravi, so težavne zadeve, Ta ima svojo armada, on je jezuit. Jezuiti so edina organizirana sila poleg kurije v rimski cerkvi, tako da on ima sporedno strukturo, je ofura. Cerkev je sploh imela že samega začetka angele, ne varuha smeri, ampak tisti, ki se je javil, recimo, ko je rekla ona, da je rekel, da bo imela otroka in tako naprej, je bil en angel tisti, to se pravi, ne. Ta papež, ki je zdaj šel, ki se je zapustil Vatikan, ne, ta papež, jaz imam en citat ene teologinje, nemške, velikne ženske, ki citira tistega papeža, ko je bil bogoslovec, ne. Ta papež Benedikt, Ratzinger. pravi, Ratzinger pravi, kot bogoslovec je rekel, da sveta cerkev bi lahko imela vse, kakor je ima, tudi če ne bi bilo prišlo do tistega angela, da bi ona to nosila, ne, po božji moči in tako naprej, ne da bi se z Jožefom imela otroka. To bi vse bilo, tudi če tistega ne bilo. De facto so imeli to že Mitrusi, da rodi, Mitrus se rodi, ne, brez združitve telesne. To se pravi, da je to cerkev posnela, marsikaj je posnela po Mitrusih, ne. To se pravi po njihovi, to, ki imajo Ptuji, imajo dva ali tri oltarje, tiste njihovi Mitrusi, originalne to. Ja. Ampak občutki vaši do svoje matere, recimo, pa očeta? Občutek do moje matere je bil zelo veliko spoštovanje njene, kako je ona skrbela zame, kako je skrbela sploh za družino, če pa ne pa. Ampak jaz sem pa nekako manj bil navezan na mater, kako recimo pri nas Cankar ali pa marsikdo drugi, recimo navadni ljudje, ki niso bili pisatelji, filozofi in tako naprej. Jaz sem nekako bi rekel, sva se z materjo ločila, ko jaz je kazalo, da nisem prepričan, ker so me dali v semenišče in se potem jaz postal nekako zvest tendenci semenišča, ker se mi je zdelo nekaj zelo koristno pa eksistenco slovenskega naroda, ne, da imamo tudi slovensko, bi rekel, duhovno življenje, ne, po naše koncipirano tako naprej. Samo potem sem gotovo, da pravzaprav jaz to nisem. Jaz iz slovenskih knjig, ki sem jih bral na skrivaj poleg, jaz sem spoznal življenje, sem spoznal ljubezen, sem spoznal življenje, ki ga nisem nikdar si predstavljal sebe, ker meni je uničil, fašizem je uničil idejo bodočnosti. Kada meni so rekli,
če ti ne študiraš, če ti si valiran študent, ne, kaj boš delal potem jutri, v prihodnosti? Jaz se nisem znal predstavljati, kakšna naj bo prihodnost, ta izraz, kakšna bo prihodnost. Ne. Nisem se mislil, da prihodnost bo človek, ki se bo rojil, tako naprej. Ta name prihodnost je bila nula, niča. To, kar sem potem doživel v taborišču. Tukaj gremo do tega, da bomo postali ničla. Potem sem jaz začel, ko sem bil v sanatoriju v Franciji in sem zdrav jedko, tako naprej. Sem zdrav posoje, ko sem hodil na sonce, se sončice, sem rekel, bomo povedali zdravniku. Sem rekel, povedati tistemu, kaj hočete, se rekel, če meni sonce koristi, ne bi ga zdravnik. Na tak način, tam sem jaz bil človek sveta, bi rekli danes, globalizem. Ta svet ni vreden, ne da ga človek živi. Posebno, ker ko smo stici, ko smo se rešili, smo zaživeli Hirošiko in Nagasaki. To se pravi, človek, ki ga še nekaj sanjal, da se bo rešil, bomo imeli paradiž na zemlji. Človeštvo, novo človeško prijateljstvo, ki ga sploh ni bilo nikjer, ne. Oni so živeli, Nemci so živeli, nedavno so še plesali z oficiri nemškimi. Drugod so živeli, so plesali, sploh niso mislili na taborišče. Niti potem, ko so videli taborišče fotografije, taborišče, so rekli, ja, to je preteklost, to ste doživeli. To se pravi, ne, v tem smislu človek je bil negativno razpoložen do življenja. In sem imel pa to srečo, moram reči danes, ne, da je ena deklica Francoza, ki je bila inteligentna, čeprav oče ni maral, da se gre učiti risanja, slikarstva, ne, ki je prebrala vse knjige, ki jih je videla v sanatoriju, tudi ona. So naredili, oče je rekel, bejdi delati, bejdi za frizerko. In ona za frizerko je morala da pregled pljuč, ker takrat je bil jedka, je bila zelo nevarna. In to so naredili, da ima senco na pljuči, so jo dali v sanatorij. In v sanatorij zdravnik je pregledal, je videl takoj, da to ni nič. Ampak ker je bila tam, pa če tudi bi mogel čakati, da nekaj časa je tam, da se bo to razvilo. Razvilo se ni nič. In on je rekel, čujte, vi ste inteligentna punca. Te prebrala celo knjižnico tukaj sanatorija. In zakaj mi naredite vsaj izpit za bolničarko? Je vse boljša kot frizerka. Ta izpit je šla. In je bila inteligentna. In ona nekako se je zagledala vame in nekako hotela meri, ko je prišla z termometrom, je snela tisto kučmo, ki je imela, imela se tukaj do ramen. Je bila lučko novitje, ne. Meni je bilo vse, samo ne me pusti premiriti s temi termometri. Ko sem pa odkril to ljubezen in sva se navezala, tako da sem mislil, bo prišla za mano v tesmo, ni imela koraži pitke. Oče je hotel, ker sem bila uboga družina, da ona zdaj bo poročila eno majhno industrijo so imeli, ne, in je rekel, ti boš te imela za svoje otroke to, kar ti nisi imela, ko si bila deklica, ne. Tega človeka, ki ne znaš jezik, ga boš šla ti na Balkan, ni bil noben Balkan, se rekel, to je zraven Benet, kakšen Balkan odreka, ne. Ja, ma vseeno, tisto je imelo neki učinek na ne. In potem ni prišla, mi je zelo žal, sem jo čakal 2 leti, sem jo čakal, ne. Ampak ta ljubezen je meni pripričala, da dokaj egzistira ženska, s svojo ljubeznijo, se še lahko nekaj upa v človeka, ne. Pri mojih srečanjih, potem, ko sem podpisal imel Francozijo, sem prišel do žene, zimo, ki je bila lepa, je bila Ingrid Berman, sestra Ingrid Berman, po mojem bila, tudi lepa žena, ne, zelo ponosna žena, so bili antifašisti, tako naprej. Njen brat je bil heroj v bistvu, ker so komunisti niso mogli trpeti, ampak on je bil heroj, je bil zavezan Slovenec, je bral Kreka, tudi to so krščanski socialci, ne. To je najboljše, kar je pri Slovencih, je to krščanski socializem, bil Krekov in tako naprej, ne. Je imela strica, ki je bil monsignor in ki je bil, bi rekel, glasbenik, ne. In imamo njegovo himno, da nas ko pojemo. To je bil premrl, ne? Ja. On je ne bi sprejel, če ona ne bi bila poročena, ne? Ja. Ko ga je šel obiskovati, pa ga je imela rada strica, ne? Ja. Mati je hodila k maši, oče je hodil k maši, brati so hodili k maši, ne? To se pravi, ne? Se rekel, edino lahko rešimo
eno civilno poroko, ne. Ampak, ko bi rekel, jaz sem videl, kakšno razmerje moja žena do moje mame, ki je bila verna, ne, da ni znala to, recimo, je čutila, da moja mama, ne, je nekako kritizirala njo, da me sprejme, ne da bi šel v cerkev se poročiti, ne. To se pravi, je imela negativno razmerje do moje žene, ne, moja mama. In ta moja žena je to čutila, je normalno, da je čutila, ne. Ampak ona ni znala to prerasti to zadevo, ne. Reče, dobro, ta ženska je verna. Meni gleda nekako to, da sprejmem, da se ne poročim, ne, je nekako negativno do mene, v redu, dokler jaz ne grem proč od tod, bom to sprejela, ne. Medtem ko tega ni znala sprejela. Ni znala, ona je imela, kako vsi so ubogi, hočejo komandirati. Mi smo biti ubogi. Ona je bila hčerka bogatih. Ko so komunisti tako vse osvojili, oni osvojili zase, dokler ni potem dobila zdaj novo Slovenijo, spet nekako nazaj. Ampak v tem smislu, ne, in se jaz upam, da je ona po svoji mentaliteti malo nad vsemu temu, ne, kar se lahko neko žensko nesprejemanje in tako naprej. Ne. In to sem počasno jaz nekako to vzel kot negativo namreč. In ona je bila do tega, to ona ni prenesla, ne samo pri nas, ma nasplošno v življenju. Je rekla, eden, ki ni imel nič, ko pride do nekega imetja, ne, se da gor na stolček, ne, in začne on komandirati. Ne. To je poganska zadeva, ne poganska. Pogani so, podgani so tisti, ki se nekako hočejo uveljaviti, odkrivajo, se je kot drugi pretiravaš, ne, se je zdaj boš ti primerjala pogana. Ona je govorila, recimo, o tisti delavki, ki je skupaj z dr. Mašerovo zgradila hiško in tisti hiški moja sestra imela stanovanje, ki sem jaz potem potedoval, je res. In tista Mašerova doktorica, ki je imela 96 let, je pustila svoje stanovanje in svoj vrt, ne, tej svoji kuharici, tista, ki je pomagala stanovanju. Ne. In tista je postala nekako šefinja hiše, ki je bila še živa ta doktor. Ja. Nekako je moralno prisilila, da je postala ona delič od te zdravnice. In gotovo, tisto moralno biti ona gospodinja, ki mene ni pustila, da grem zadnji del stopnic, ki gre do izhoda, ni pustila, da jaz po svoji strani, ko sem v polovico hiše, grem po tisti strani ven, ki hodim in kočem po njenem vrtu. In žena gotovo je rekla, vidi, to so ljudje, ne, ki iz niča je postala gospodinja in zdaj je ona tista, ki komandira. Ne. Je prišla do tega, da ona lahko komandira. Ne. Zdaj je rekel, dobro, ampak zdaj ne moreš to primirati s podganom, to nisem vem, kako se to primirati s podganom. Ampak to si ti izravno, to si ti izjavila, sem rekel, ne vem, malo pretirano izjavljaš to, ne. V tem smislu, ne, jaz bi rekel, moja ljubezen je postala tovarištvo. Ma nismo pustila telesnega združevanja, nismo nikdar zapustila midva. Nismo imeli nobene ločitve zakona, nobenega, tudi jaz nisem bil noben Don Juan, ki bi iskal, kje sem zdaj našel kakšno žensko, tako naprej. Sta bila pa dva primera, in to v knjigi povem. Ena je bila Duša Počka, je igralka, ki sem nekaj časa ji pisal in tudi sem imel sorože, kada je imela igralco in neko našo ljubezensko razmerje, nekaj časa je bilo, ona je hotela se poročiti, potem se je tudi poročila, tako naprej. In drugo, ko sem srečal v Parizu, je pa bila ena ženska še predvsej mlada, je imela 45 let, ki je oče posiloval, ko je bila majhna. In kada je brala mojo knjigo o posiljevanju, smo mi živeli v taborišču, ki je bilo uničevanje telesa in uničevanje moralno, ne, je ona rekla, to je podobno, kakor jaz pri svojem očetu. On je nekako prisilil zaklenil vrata, da je mene nekako, on je rekel ljubu in je hotela, da jaz to čutim, ne, in moralno mi je uničeval ljubezen.
To se pravi, da jaz sem podobna vaši usodi, ne? In jaz sem rekel, ja, se to je res. In jaz sem napisal knjigo tudi o tem. To je bolj, bi rekel, pisemsko delo, kakor sem prišel v Pariz vsako toliko, na 2 dni, ne? In ne rečem, da ni bilo tudi eno srečanje telesno. Je bilo, ne? Je bilo v smislu, da bi ona doživela, da ljubezen je še zmeraj lahko možna, kljub temu, da je oče se svojim načinom, ki so ljubezen pri njih strl, nekako, ne, je res. Moja žena je za to vedela. Ona je vedela, da ta človek je ima rad, samo ni hotela takoj priznati tega. In ko je potem ugotovila, pravzaprav, da ta človek se mu dela krivica, ne, takrat je rekla, tudi če ne bo popolnoma srečna, ženi pa ja. Če ne bo srečna. To je moja žena meni v enem pismu, jaz to citiram v knjigi. To so mi dva, je rekla. In to je rekla tudi svoji prijateljici, jaz tudi to citiram. Svoji prijateljici je rekla, jaz sem hotela z Borisom, ne, in sem jaz, ki sem vztrajala, da z Borisom ja. Jaz nasplošno bolj kot rad imeti za ženske in zelo cenim, ne. Ampak lahko rečem tudi, da jih ima rad. Ma ne, da jaz iščem, da bom prišel, da bom nekako prišel do intimnosti in tako naprej. To ne, v tem smislu jaz nisem Don Juan, ne. To se pravi, da sem jaz iskatelj ženske zato, da bom šel v poslo z njo, ne. V tem smislu ni res to, ne. To se pravi, je to razumljeno, potem ni pravo razumeti. Jaz sem govoril na osnovi svobode, ne da je svoboden, da lahko dela, kar hoče in da istočasno je poročen. V tem smislu nisem jaz trdil, da jaz sem se deklariral za svobodo. Jaz sem se deklariral na svobodo v smislu, da pravzaprav, če jaz slučajno srečam in da jaz kot pisatelj cenim in da jaz kot pisatelj nekako se navežem kot pisatelj, tudi ne glede na to, da je to telesna ljubezen, tako naprej, mora biti svoboda, ne. Če ne drugo, jaz bi bil že ženo se pogovoril o tisti Francozi, ki je oče posiljeval. Če bi ona želela pogovor, ga ni hotela. Ona ni hotela mešati najno skupnost z nobeno drugo. Niti s tisto Francozinjo, ki sem jaz imel v Parizu. Ona je bila dostupna, tisto Francozinjo, ki sem jaz bil v Parizu 1 leto in pol. Sem jo drugo, kot da sem poročena tisto Francozinjo, jaz ne. Ona je svojim otrokom, svojih hčerki in svojemu sinu, razložila enkrat, zakaj je tatek tako navezan na pisalni stroj in da ne spremlja otroka na šolo, zakaj je tako zmeraj vezan na svoje pisanje. In ona je povedala, jasno je, zato ker so se sklenila, ko sva prišla skupaj in sva rekla, da se bova poročila samo zaradi najinih staršev, da ne bomo delali prepira in raznih nevsečnosti, moja mama do smrti meni odpustila. Ona je zbolela, je šla na operacijo zaradi mehurja in je zbolela, po noči je zbolela za podmolitis, to se pravi za vnetje, ne, in drugo jutro je ni bila žive, ne, ma prejšnji, ko sem bil pri njih, mi je očitala in tudi grdo me gledala, kako da jaz ne izpolnim to, kar ona želi, da bi se poročil, da se zelo tako napi, to se pravi, ne. Vidite, kako se lahko to, veliko, ena žena ta piči v eno stvar in kljub temu, da ima človeka rada, tako naprej, ampak tisto, kar je zakon povedal, ga ima še zmeraj za grešnika, zato ker se ni poročil cerkveno, ker je pač bil krščen, je bil pri Birmi, je bil toliko časa, da je vse v semenišču in potem zdaj on vse to ne mara sprejeti in tako naprej. Meni se je zgodilo, da kada sem jaz pričakoval tisto svojo Francozinjo, ki ni prišla, in sem spoznal eno Slovenko in zdaj sem spoznal njeno hčerko, ker je bila zelo zadovoljna, da me je spoznala.
so bila prijatelja, so diskutirali celo knjigo, v Nekropoli je celo poglavje, kako bi diskutirala proti partiji, ker ona je bila deloma partija, ki so kosni večerjali v domu recimo pomorcev v Trsu. In ko sem jaz enkrat srečal in sem se potem kako, je bila ena lepa ženska, ona je v resnici pevka, jaz sem potem v knjigi naredil, da je bila plesalka, ne. Ampak je bila umetnica nekje in jaz sem rekel, ko smo se pogovarjali o meni, takrat sem jaz tudi začel misliti, da bo napisal roman. Te je bil skoraj že napisan, tako moj roman o ljubezni v Franciji, ne. Jaz sem o ljubezni govoril, sem rekel, jaz v bistvu sem živel kot svoboden človek, da so ljubezni v Franciji. Nisem ali poročena, nič ne. Edino to je zahtevala ona, da bi jaz bil zaročen, ker če ne direktor za sanatorija ne bi naj pustila, da bi jaz hodil v sobo jo obiskovati. Schopenhauer pravi meni, da to je samo čisto spolnost, telesna zahteva, recimo moško spolnost, žensko spolnost in tako naprej, kar je tudi res v bistvu, da so dve tendenci in dve zahtevi in tudi zadoščenji pri tem, da ustvarja novega človeka. Ampak ljubezen je ravno tisto bogatstvo, ki ni samo, bi rekel, užitek telesni, je tudi neko skupno, bi rekel, razmerje do eksistence, skupno razmerje do bivanja. Jaz sem prišel iz najhujšega taborišča, pa nisem bil v taborišču zato, da je bilo prepolno. Bergen-Belsen je bil lepo taborišče, kamor so pošiljali vse umirajoče, ker razni kapoti niso hoteli, da imajo toliko mrtvih. In so tiste, ki so bili gotovo, da bodo umrli, so poslali v Bergen-Belsen. In sem videl fotografijo, ko smo prišli v Bergen-Belsen, to je bil transport smrti, in mi skoraj sami mrtvi šli. Ko še je bilo 30 vagonov mrtvih, 40 vagonov mrtvih. Smo prišli na majhne kasarne vojaške od motoriziranih čet, ki so bili prazne, popolnoma zapuščene. In so bili tiste tropostne, tisti, tako bi se reklo že, pogradi so bili, tam smo nekaj, kar je bilo živi še, respirajoči, smo dali v tiste pograde, Angliji so nas z DDT-jem razkušili in tiste trije Francozi so rekli, še to je bilo treba hudo to, ker takrat ni bilo nobene kuhnje. So bile prazne hiške, enodnastropne, in Angliji niso vedeli, kaj početi. Kaj ne dajo, niti tople vode, če ni kuhnje, ne moreš sedeti, nič ne moreš, ni lonco, nič. So našli ene škatle nekje, tiste šunke, to je bilo dobro, šunka, samo so dali za eno škatlo za 4 ljudi, 4 osebe, in tiste na pol živi ljudje, dati v neke usta je bilo kako, da so nevesane, pa ti so bi morali cucati, bi morali mozgati, bi morali čakati 2-3 dni, preden so pojeli en košček in del tiste šunke. Tako so pa šli na ulici s polnim želodcem. In ti moji Francozi so rekli, mi gremo početi to, ti praviš, da imaš temperaturo, da imaš jedko. To sem pa jaz odkril še doma, da ta dva zdravnika, en Francoz, in potem me je poslal on, ker jaz nisem verjel njemu, da on stetoskopom ne šiči nič, ko pa ima krvav robec. Danes sem bi rekel zdravnik, ja, ena žilica se odprema, se lahko čez 1 uro spet nekako začasno zapre, ni rečeno, da moraš prav imeti, da on šliče v stetoskop. Pa je bila laž, on ni hotel, da jaz zrem, da on me mene izjavlja, da sem jaz jetičen, kada bi prišel nemški zdravnik, bi rekel takoj, tako je mladi Bantov, ki je bil pri meni v bolnici, v tisti sobi, ker sem jaz bil bolničar. Ga je takoj, ko so ugotovili, da ima jetro, so ga poslali
v blok jetičnih, v centralo, ne. In te niso dali boljšega hranjenega, brez zdravil, samo toliko, da tam so bili jetični, da niso okužili drugi. Ampak v določenem trenutku, nažalost, smo ga našli med mrtvih, potem, ko smo prišli v Belce. Tistega mladega, to ne. Torej, ta zdravnik smo imeli v lageru Udora, se je imenovalo, ki začetka ni bilo nič, so začeli najprej v tunelu delati VD, potem so začeli graditi barake zunaj. To se pravi, da je umrlo okoli 20 000 za tisti VD, ne. Potem je pa nastalo taborišče za tiste, ki so bili, bi rekel, zaprti in ki so spali po tunelih in tako naprej. Takrat je zdaj nekako, ko bi rekel, nastalo ne samo to, da je zdravnik naš, Francoz, Rus in tako naprej, da je imel svojega šefa, tudi deportiranega, ki je odgovarjal za nas, bolnike, je odgovarjal glavnemu šefu, zdravniku, so dali Riks, čarke Riks so dali v taborišču, kjer so na eni strani sežigali mrtve, na drugi strani, kjer so bili krematoriji polni, so dali kope tako mrtvih in ti so polili in sežigali in zraven je bila pa ta nesrečna X. To je bil, bi rekel, nemški absurd. In tisti, ko je mene pregledal, je naredil tako, kot moj zdravnik v baraki. Je rekel, tukaj nimaš nič. Sam pri sebi. Če on mi reče, da nima nič, pomeni, da ima prav ali drugi, tako se to skopo ne šiši. Ta ne vidi, da bi to bilo kaj, ne. Medtem, ko sem nagotoval, potem, ko sem šel domov, po taborišču, se je rekel, oba so me reševali, ne. So me reševali tega, da ne bi jaz šel končati v baraku jetikov, ne. Ne vem, kaj bi rekel, jaz nekako nisem za to, da bi jaz nekako obnavljal ta svoja sedenja in to svoje, bi rekel, iskanje pri dodajanju, da pridete do svojega tega. To sem jaz zdaj na gospodu Petru nekako, ne, on veruje v padje in tako naprej, v redu, ne. Samo, kipar v bistvu hoče biti svoboden, Kipar je vedno nad. Da reče, jaz ga tako pojmujem, jaz ga tako vidim, ne, ja, kaj mu mora jaz pomagati, ne. To je prav cesar ni bil veliki slikar pri nas, ampak portrete je pa zadeval. On je naredil portret, da je bil armen, zelen, ne vem kakšne barve, tisti obraz, pa tista glava, ampak je bil zadet tisti človek. A Batoklet je še ureja ta časopis? Batoklet ima kulturno stran, ja. Ona je zelo pridna punca, je. Če je napisala knjigo o mojem življenju, ona, ne. Oj, pazi, pomagaj. Kaj je stolica odnehala? Jasno, stolica je kriva. Ni odnehala, Kaj je? Vse se čakam. Je para proči. Spodrit, še čakamo. Mnogo Malo para. si se vrtil. Mnogo se. Treba je. Ja. Ne. Tisto, ki piše v zahvalu. Ja, ki mi ni čisto jasno, nekaj mi boste morali še povedati. In ono drugo, ki je spravljeno o prihodnosti. To je vse, to je postavljeno, tiste zahvale mi pa niso tako jasne. Tisto mene zanima. Kaj pa tisto, ki sem vam jaz spustil zadnjič? Tisto v dialogu me zanima, ne, tisto bom jaz zdaj v začetku, bom moral to dati v ključu. Ja, ne moramo se več dolgo igrati, ker drug teden morajo začeti delati počas na tej knjigi, veste? Ne, jaz bom korigiral, ne bom pisal na novo. Bom napisal dodanih 6, Ja, vem, sam to moram biti takoj narejeno, ker tisti, ko knjigo oblikuje, gre zdaj na dopust in potem smo mi pečeni. In mi moramo do ponedeljka narediti finish verzijo, do torka najkasneje.
Thank you.